Nadzor nad zaposlenimi v bolniškem staležu se zaostruje, kaj prinaša novih 7 režimov gibanja med bolniško odsotnostjo, kdaj lahko gre bolnik v trgovino, po otroka v šolo, v tujino. Kdo opredeli režim gibanja, se lahko med bolniškim staležem spremeni, kakšen režim velja za starša, ki skrbi za bolnega otroka in kakšen za otroka. Ga lahko starši peljejo na svež zrak, na sprehode, kako življenjska so nova pravila in kakšne kazni grozijo kršiteljem. Vse to za Vodičar iz Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ki je določil 7 novih režimov gibanja. Dober večer. Dober večer. Greva po vrsti. Prva 2 režima, gibanje, počitek na domu in počitek na domu z nujnimi izhodi v kraju prebivališča. Kaj zdaj to pomeni za bolnika? Če bo seveda bolnik dobil tak režim gibanja strani svojega družinskega zdravnika, pomeni, da pri prvem režimu, se pravi počitek na domu, dejansko lahko zapusti dom samo, če gre do zdravnika ali do lekarne po zdravilo medicinski pripomoček. Sicer mora biti bolnik doma. Drugi režim, ki bo pa mogoče v praksi celo najbolj aktualen, je pa počitek na domu z nekimi nujnimi izhodi. Življenje seveda prinaša tisoč situacij in znamo si zamisliti, da seveda bolnik po nekaj dneh bolniškega staleža mora do trgovine z živili ali pa recimo zjutraj odpeljati otroka v vrtec, ki ni bolana. Se pravi, te neki nujni izhodi pri tem drugem režimu so dopustni, absolutno pa seveda to ne pomeni, da bolnik lahko gre v kino, v kavarno, v gledališče. Taki izhodi pa seveda v tem primeru niso dovoljeni. Ali to pomeni tudi, da mora recimo bolnik do najbližje trgovine ali se lahko zapelje, ne vem, nekam v center Ljubljane, pa tam kupuje? Torej, dejansko je mišljeno seveda, da se te nujna opravila opravijo v svojem kraju prebivanja, v naselju, kjer živiš, pri čemer smo definirani, da seveda to naselje ni najožje naselje, v katerem posameznik biva. Ravno iz tega razloga imamo tudi zelo majhna naselja, ki nimajo lekarne, ki nimajo trgovine, ampak to pomeni do najbližje lekarne, do najbližje trgovine z živili. Pojdiva naprej, režim 3 in 4, dovoljeno gibanje v kraju prebivališča in dovoljeno gibanje v kraju in izven kraja prebivališča. Je zdaj kraj omejen občino na mesto vas? Kako ste to določili in na kaj mora biti pozoren bolnik in seveda zdravnik, ki bo, ko bo nekomu odprl bolniško, režim tudi opredelil? Tako, zdaj, bistvo vseh teh režimov je, da zdravnik poleg navodil za zdravljenje, veliko pite, antibiotik na 8 ur in podobno, opredeli tudi, kakšna so tista ravnanja, ki vodijo v smeri, da se zdravstveno stanje bolnika čim prej izboljša, kar pomeni, da se seveda lahko čim prej vrne nazaj v službo. Zdaj, kar se tiče režima gibanja znotraj kraja, kot sem rekla, ta kraj gibanja je nekoliko širši od samega naselja, kjer zavarovanec živi, torej da lahko normalno opravi neke potrebe. Če pa ima seveda pacient povsem odprt režim gibanja, tudi izven kraja, lahko seveda ima prost sprehod, prosto gibanje znotraj cele naše države, razen seveda, če ne bo zdravnik zbral dovoljen odhod iz kraja bivanja, bi rekla, bolj omejeno. Ko smo se pogovarjali z zdravniki, namreč režime gibanja smo uskladili skupaj s stroko, so dali primer, recimo, ko bodo nekomu sicer dovolili gibanje v svojem kraju, dovolili pa odhod izven kraja, recimo plavati v termalno zdravilišče ali do fitness centra, če je potrebno izvajati vaje za moč in podobno. 5. režim nega, kaj starš, ki neguje otroka, lahko počne, kam lahko gre? Torej, v času, ko izvaja nego, ima režim podoben tistemu drugemu, se pravi, načeloma je doma, neguje otroka, seveda pa so mu dovoljeni ti nujni izhodi do trgovine, mogoče posorojenca v vrtec, šolo in podobno. Ko pa enkrat nego otroka zaključi, recimo popoldan, zvečer, je pa starš povsem prost. Tukaj ni nobenih omejitev, ne na kraj bivanja, celo ne na odhod v tujino. Naprej, če greva na izolacijo, tukaj mora biti očitno bolnik doma, ampak recimo, da ima bolnik vikend, ne vem, nekje in bi tam želel biti v izolaciji. Je to možno ali mora biti v izolaciji na kraju stalnega prebivališča oziroma začasnega prebivališča? Torej, izolacija je dejansko najstrožji režim. To pomeni, da mora biti pacient doma. Celo doma bo zdravnik zagotovo priporočil omejitev stikov. Kar se pa tiče odhoda v tujino, ne samo pri izolaciji, tudi pri vseh ostalih režimih gibanja je pomembno izpostaviti, da interventni zakon, ki je bil sprejet tik pred novim letom, prinaša spremembo in sicer odhod v tujino lahko dovoli samo Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. In odhod v tujino načeloma v času bolniškega staleža ni dovoljen. Ampak recimo, če imaš vikend, naprimer v tujini, gre tukaj zdaj za ta 7. režim, o katerem osebni zdravnik ne sme več odločati in ga lahko po novem odobri le
zavarovalnica? Točno to. Zakon je izjemno strog v tem delu in določa, da je odhod v tujino možen samo ob dovoljenju Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Ja, zakon pravi, ali če je pacient napoten na zdravljenje v tujino, logično, ne, če ima napotitev v tujino. Drugi razlog pa je, če obstaja poseben utemeljen osebni razlog in če pot v tujino ne bi poslabšala zdravstvenega stanja pacienta oziroma podaljšala okrevanja. Se pravi, tukaj morajo biti neki posebni osebni razlogi za odhod v tujino, kar zagotovo počitnice niso. Ampak če za nekoga zdravnik pravi, da je dober svež morski zrak, zdaj gre lahko v Istro, kjer ima recimo vikend na ta svež morski zrak? Če bo priporočilo zdravnika, recimo, da bo morski zrak koristil, lahko seveda odpotuje do slovenske obale in se tam nažije svežega zdravnika. Ne pa v tujino. Ne pa v tujino. Dobro. Kdo bo zdaj bolnike preverjal? Med bolniško samo laični nadzorniki, ti so dvignili kar nekaj prahu. Ja, torej, kontrole sta v bistvu dve vrsti, dokler so ti bolniški staleži kratki, dokler breme nadomestila plače še ni v breme Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, delodajalci naročajo te nadzore prek detektivskih podjetij. Ko pa enkrat preide breme nadomestila plače na Zavod za zdravstveno zavarovanje, pa imamo možnost nadzora tudi strani laičnih kontrolorjev. Lani je bilo teh nadzorov 5600, približno letos jih načrtujemo še kar nekaj več, tam okrog 8000. Koliko jih je bilo lani? 5600 približno. Povejte mi za konec, kakšne pa so kazni, če, ne vem, bolnik tisti, ki ima bolniško, krši? Tudi tukaj je interventni zakon prinesel pomembne novosti. Do sedaj je bila kazen predvidena samo, če se je zavarovanca našlo, da je opravljal pridobitno delo v času bolniškega staleža, pa še v tem primeru je bilo predviden odvzem nadomestila samo za tisti dan, ko se ga je ugotovilo, da krši. Tako po novem pa je sankcija bistveno strožja, odvzem nadomestila plače za 30 dni in to ne samo, če nekdo opravlja pridobitno delo, ampak tudi, če bo kršil režim gibanja, navodila o ravnanju. Je pa res, da zakon predvideva, da ob prvi kršitvi zavod izda samo odločbo o ugotovitvi kršitve kot nekakšno opozorilo. Če pa bo pacient znotraj obdobja 5 let ponovno storil kršitev navodila o ravnanju, pa bo sledila sankcija 30 dni odvzem nadomestila plače. Kaj pa če recimo nekdo, ne vem, seka drva zase, da naloži na ogenj, to je v redu? Odvisno od njegovega režima gibanja. Znamo si zamisliti primere, ko je mogoče nekomu gibanje celo priporočljivo. Najlepša hvala za tale pojasnila. Hvala lepa.